No, to moramo pa spet en tak majhen mit podreti. Namreč vsi se strašno bojijo te Kolumbije, kako je to grozno, kako tam samo morijo, sicer imajo lepe ženske, kot vemo iz raznih nadaljevank, ampak da skratka je tam smrtno nevarno in da bojo vsi pomrli, ki bojo tja šli. Pa še ena resnična zgodba, no, namreč do pred enim letom mislim, da smo Slovenci imeli ekstra težave, če smo hoteli v Kolumbijo. Zakaj? Ker so nekaj let nazaj odkrili celo skupino Srbov v džunglah, tam tisti, kjer je narkomafija, ki potem prideluje koko v kokain, pa to eksportira v Severno Ameriko in še marsikam, ne? No in tistih, mislim, da je bilo njih 15 Srbov ali nekaj takega, so smo že zadnjič enkrat to omenili, in vsi so imeli slovenske potne liste, ukradene, in zaradi tega smo Slovenci bili prav na slabem glasu in so prav krepko nas pregledovali. In smo morali na oseben pogovor z ambasadorjem, če smo hoteli v Kolumbijo, pri 3 leti še. Ja, mi s prijateljico smo morali prav na intervju tja, ne, in potem en teden čakati, da so oni v Bogotov poslali tiste pasoše in tako dalje. Skratka, cel zaplet, ne. No, to, kar zdaj ta hip gledamo, da ne bojo gledalci se spraševali, to je pogled iz gondole. Zanimive rastline, med drugim so nekatere tudi bele, kot ste videli. Ja, no tole je še Venezuela, zdaj šele gremo v Kolumbijo. Tole so pa 3 Slovenci, ki se jim je pa spet nekaj precej bombastičnega zgodilo, bom enkrat drugič povedal kaj. No, zdaj lahko povem, da so jih ukradli in to na prav tak spektakularen način, ampak je dolga zgodba in jo bomo kdaj drugič. No, kar se pa tiče Kolumbije, je pa proti pričakovanju zelo urejena država, taka kot marsikakšna evropska, in je pravzaprav spet samo govorjenje vse tisto, kar slišiš. Zdaj, jasno, če po sredi glavnega mesta se po kakšnih temnih ulicah sprehajajo ob 2 po noči, potem imaš vse šanse, da se ti kaj pripeti, ne? Ampak to se zgodi tudi marsikje drugje, v Evropi, še bolj pa v Ameriki, tako da to ni kaj posebnega, ne? Kot drugo pa ljudje, popolnoma normalni, simpatični, prijazni, veliko več belih, kot sem pa pričakoval, Indijancev relativno malo. Še največ jih srečaš potem kasneje, v Ekvadorju, Peruju, Boliviji, čeprav so povsod po Altiplano, ne. Altiplano se imenuje tista visoka planota, to ste že sigurno slišala, in se vleče od Venezuele do skoraj konca Čila, ne, taka ogromna veriga. Cordillera de los Andes. Kolikokrat si že bil tam? Kar nekajkrat, pravzaprav. Kdaj pa zadnjič? Zadnjič je bilo pa tole, zdajle, pred 3 leti ali 4 bo zdaj že, ja. Kar? Zelo priporočam za take, ki imajo radi lepo pokrajino. Z avtobusom se peljati kjerkoli praktično, od severa do juga, fantastične pokrajine, prepadi, previsi, visoke gore, nekatere s snegom pokrite tudi poleti in tako dalje. Spektakl. Tako da je prav, če uživaš v vožnji. Od česa pa ljudje tam živijo? Mislim, s čim se kaj ukvarjajo? Najbolj je znana Kolumbija po kavi. Ja? Tudi kakava imajo precej, česar niti nisem vedel prej. Prevozna sredstva, no zdaj, da ne bom pretirano hvalil, ni to zdaj ravno Evropa, no, avtobusi so takile kot tole, ampak ne povsod, ne. To je zdaj v takih bolgarskih... v bolgarskih krajih, ne. Tam v dolinah, kjer so večja mesta, tam pa seveda ni govora o takih avtobusih, ampak nam je jasno bolj zanimivo, so nam bolj zanimivi takile kraji. No in tudi tukaj pač seveda najdeš take prave Indijos, ne. No zdaj, to nesrečno ime Indijanci se pač kar nekako drži. Moški nosijo krila, kar je zanimivo, kar tudi sicer velja tudi marsikje po Srednji Ameriki, pa druge po Južni, iz enakega materiala, kot so oblačila teh žensk. Pač to vse sami tkejo na takih priročnih statvah, brez kakšnih motorjev ali česarkoli drugega. Tržnica. Tole je tržnica, ampak tukaj so s prijateljicom imela nesrečo, namreč ta tržnica je samo en dan v tednu živa in to je v torek. Je pa to v bližini Bogote, ampak, kaj no, recimo par ur vožnja, no 2 ure vožnja, nekaj takega. Ampak nažalost je bila sreda, ne, tako da bi morala čakati cel teden, to so pa rekla, da bi bilo le malo preveč. Zanimivo je pa predvsem zaradi tega, ker iz vseh sosednjih vasi hodijo kmetje v tistih svojih oblačilih. Oblačila so pa še vedno tradicionalna, tako kot so bila še ne tako davno, recimo v Dalmaciji, po nekaterih malo bolj odmaknenih vaseh, danes je že malo manj. Vsaka vas ima svojo značilno barvo, svoj vzorec, ki so vzorci zelo podobni, ampak vsaka ima kakšno svojo značilnost. Ena ima več vijoličaste, druga več rdeče, črne in tako dalje. Povezenje recimo je malo drugačno, tako da je prava paša za oči. Kaj pa, če se odpravimo recimo enim...